Ozadje mi razpada. Ojoj. Se pričujem za moje lase danes. Pardon. Imam že narejene, ker sem že šla iz doma in nisem hodila biti glih brez obrvi. Dam si samo toliko, da malo izenačim ten, zdaj me je malo dobilo sonce, tako da imam lepš kožo. Ene par gredic mozolov imam na čelo. Ampak okej. Se počutim, kot da imam oni challenge brez ogledala, zato ker ga nimam in se gledam v paleto, ki je tam nekje dol. Okej, za malo večje nepravilnosti bom uporabila kot vedno Boring Bourjois Healthy Mix. Glede pudra in tega ful nerada spreminjam, zato ker je ful težko najti svojo barvo in to. Si pa ful želim probati tudi Maybelline, mislim, da je Super Stay podlaga, ker izgleda je cool barva. Jaz imam vedno problem, formula je dobra, torej je obstojno, ne zgleda, kot da imaš 3 kile pudra, pač glede vseh pudrov govorim. In ponavadi je problem barva. Banana powder od Revolution in Stay Matte od Rimmla. Ta dva suha pudra sta mi najboljši. Tega dam tek po celem, ampak res ful malo, pač si ga dam na en tak večji čopič in ga otresem. Nočem biti čisto zmatirana. Potem uporabim podlago za senčila od Terra Naturi, ki ima mimogrede ful fajn rdečila. To je sicer tako, izgleda malo kot bronzer, ampak ful paše, sploh malo na temnejšo kožo, tako imam jaz zdaj. Podlaga je kar cool, no. Sam si jo moraš znati nanesti, jaz jo kar s prstom, ampak pa res čisto malo, drugače se naredijo grudice. Okej, zdaj sem dala tega od Rimmla. Bronzerja bom dala tek ful malo. Imam pa od Catrice bronze, sploh več ne Ideal Sun Glow. Glavnem tak je. Kateri bronzer vam všeč, ni nujno, da uporabljate istih stvari. Tako da malo poudarim ličnice. Torej, kot sem že rekla, danes bom malo močnejši oziroma malo bolj nevsakdanji make-up. V bistvu kak za koga, no, za mene recimo ni čisto vsakdanji. Drugače, jaz imam ful rada barve in ko sem začela z ličenjem, sem uporabljala samo take pinki, močne. Mi je bilo kar malo awkward enkrat, ker hodila sem v gimnazijo, mislim, da je bil drugi letnik in sem imela pinki črno senčilo in nisem se znala neki ful mazati, ampak vsi imamo svoje fejle. Da ne omenjam, da sem imela ful tanke obrvi. Še zdaj imam sliko na osebni s tistimi obrvmi. Okej, vsaj oblika je bila cool, no, to ne morem reči, ampak so bile tek 2 vrstici mogoče obrvi. Pa jaz imam drugače ful debele in je to ful čudno izgledalo, da imam jaz tanke. Ampak takrat se je zdelo cool. Ali pa mi noben nič ni rekel. Okej, rdečilo. Rdečilo je tako mehko, masleno in dosti pigmentirano. Moram si še kupiti druge odtenke, pa ne vem, pač ful je poceni oziroma nekaj takega kot Catrice. In ful dobro, in ful diši. To sem zdaj ugotovila, diši. Oblikujem to ličnico z pudrom. To sem naredila zadnjič pri onem Kim Kardashian videu in se mi je zdelo, da imam dejansko cool ličnice zaradi tega. Všeč mi je, ker je malo bolj bronzi in oni svetu. Ti dam od naravni glow, ko date malo sonce. Sploh ne vem, kaj bom naredila, ampak poglejmo si malo barve. Ker imam v mislih neki pinki oziroma oranžno, bom začela s to barvo, ki sam špiram, se imenuje
Peaches. Imam tukaj liste, ko piše imena in so mi ful všeč. Torej, hodno barvo bom uporabljala Peaches. Wow, ful je pigmentirana. Nisem pričakovala, da bo. Mogoče bi mogla enkrat narediti video, ko bi odgovarjala na vaše vprašanja, če jih sploh imate. Jaz vem, da me vedno se zanima v nekom, ko gledam njegove videe. Ok. To se imenuje pumpkin. Ima pumpkin pie. Shimmer pumpkin pie. A gleda kdo Love Island Australia? Jaz in Kevin gledamo in smo malo obsedena, kar je dosti. Ma ni žalostno, briga me, gledam Love Island, ja. Pumpkin dam kar po celi veki. Jas. Ful dobro. Ne vem, ali bi dala to Pink Strawberry Sweets. Ne vem, ali bi to dodala, ali bi dala še več malo te, ali bi dala to. Hard decisions. Življenje je res težko, ne vem, katero senčilo bi si dala. Mislim, bom dala še kar to isto na spodnjo linijo. Se mi zdi, da bi ful lažje v angleščini snemala make-up videe, ker toliko tega pogledam v angleščini, da mi je ful težko pol najti slovenske izraze. Ne vem, če bi šla s pinki. Bom šla z malo te, ki se imenuje Danger. Wow, it's dangerous. I'm so dangerous. Malo dangerous v kotičke. Vidim, če je res tako dangerous. Ok, sploh ni tako temna, ampak glih toliko, da bo malo dimenzije. Da ne bo cela veka rdeča. Vidite, sem malo preveč sem šla čez rob, ja, tudi najboljšim se zgodi. Ne, nisem najboljša, se pa učim biti najboljša. Pancakes, se izgleda res kot pancake barva. To si dam na obrvno kost, če prevedem dobesedno iz angleščine. Glavnem tu pod obrvmi. In kao zdaj tu nekaj prebelo, I don't know, man. Tako da, to sem ful pretiravala, tako da grem malo z pudrom. Vse se da vedno popraviti. Če si daš malo preveč senčila, malo predaleč, greš pa s pudrom oziroma korektorjem malo čez in voila. Tu malo. Še malo bom dala tega Dangera. Vedno malo tresem, ker ne vem, ta senčila so včasih ful leteča. Zdaj razmišljam, da bi dodala nekaj svetlečega, sam nisem sigurna. Ne zjevni glitters, ampak te shimmer svetlikajoče. Recimo to, ki se imenuje Festive Flame senčilo. Zgleda dobro, Všeč. Mogoče bi si to dala, Ja. In kot sem že prej rekla, ena senčila so ful boljša, če jih nanesemo s prstom, torej pigment pride ful bolj do izraza. Wow. Faja. Zanima, če se da ta senčila na mokro uporabljati, upam, da jih ne uničim. Malo Fix Plusa na čopič in mislim, da se da sama. Upam, da ne bo trdo postalo pol. Aha. Zaenkrat se obnaša v redu. Ja, in vidite, zdaj je postalo še bolj pigmentirano, še bolj pride do izraza. Zdaj bi dala pa še rada malo nekaj bolj svetle barve, torej kaj takega v kotičke.
se imenuje Fairy Lights Beautiful. No ja, ni tako slabo senčilo, ni pa najboljše, recimo iz Morphe, Jaclyn Hill, so te barve ful bolj kremne in pigmentirane. Po moje si bom dala tanko črto eyelinerja, ki bo verjetno nastala debela, ampak ok. Da, ne vem še, če bom posnela to, ker to ful traja pri meni. Mogoče samo en del. Kot vedno ostajam zvesta Catrice Gel eyelinerju, ki je vodoodporni in všeč mi je, da ni svetleč, ker tisti tekoči so taki glossy, gel eyelinerji imajo bolj mat finish. Prav narediti čim bolj tanko linijo. Si malo pogledam, do kje hočem, mogoče včasih boljše, da si najprej ta wing določimo na obeh straneh. Ok, najlažji del je mimo, zdaj moram narediti drugo stran isto. Čeprav to delaš milijonkrat, včasih je kak slab dan, ko ti ne rata. In če imaš fajn čopič, tak ta nektaj od Make Up For Ever za eyeliner in je ful glih prave debeline. Približno mislim, da sta si podobne. Mislim, da mi je kar ratalo. Ven si bom dala trepalnice in sicer te posamezne čopke. Lahko vidite, da so te krajše, te so daljše in daljše dam v zunanje kotičke, torej od manjšega do večjega. Dam si malo Duo lepila tukaj na mojo ploščo in v bistvu sam te čopke močim v lepilo. In počakam, da ostane malo lepljivo in pol jih dam v... Ok, izgleda malo čudno, ker imam samo en čopek. Upsi. Še enega velikega, pa sam še ta male. Neučakana. Ok. Zdaj grem na ta male čopke. Zdaj bom naredila še drugo stran, pa se vrnem. Trepalnice so narejene tudi na drugi strani. Malo se še vidi lepilo, ker se mora posušiti. Izgledajo ful naravno. Mi všeč take malo bolj razmršene, da ne izgleda one fake iz prve. Bom pa v bistvu naredila samo to, da si bom dala ta gloss od Catrice You're So Hello. Kao holographic lip gloss si bom dala čez. Me prav zanima, kako izgleda. Sicer ne vem, če opasila zraven tega looka, ampak whatever. Se vidi? Sem se odločila, da si dam prozoren gloss, zato ker se mi je zdelo preveč, glede na to, da je že to dosti močna barva. Sem si pobrisala in dala prozoren gloss.
In kot vedno, če vam je bil video všeč, ga lajkite in če še niste, se naročite na moj kanal. Hvala, čau!